V medijih in pogovorih med ljudmi pa je še vedno glavna tema, oziroma so še vedno glavna tema skrivnostne okoliščine smrti Gašperja Tiča, ki je umrl v nedeljo zjutraj v svojem stanovanju v Trubarjevi v Ljubljani. Igralca so danes pokopali v Kopru, njegovo življenje je z nožem končal 20-letni Stefan Cakić, ki je v priporu. Poglejmo, kako je izgledalo njegovo zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom. Pripeljali na okrožno sodišče, kjer se je zagovarjal z molkom. Kot smo poročali, je v nedeljskem jutru igralcu Gašperju Tiču zadal več ubodnih ran, zaradi katerih je izkrvavel. Staša Lozar. Ura je bila nekaj čez 8, ko so iz policijskega pridržanja pred preiskovalno sodnico takole pripeljali 20-letnika osumljenega uboja Gašperja Tiča. In po 4 urah je preiskovalna sodnica zoper prijetega na predlog tožilke odredila pripor. Iz ponovitvene nevarnosti, ja. A priporu za domnevnega storilca se je odvetnik uprl. Mislim, da ponovitvena nevarnost ni izkazana. Če bi pa že, glede na tragičen dogodek, bili sedaj podani neki razlogi, da bi ga bilo potrebno nadzorovati, pa sem ocenjeval, da bi bilo zanj primerno, tudi če bi bil v domačem okolju v hišnem priporu. Žal moj predlog ni bil upoštevan. Ali kaj obžalujete, kar ste storili? Tudi pred sodnico se je osumljeni zagovarjal z molkom. Ste se branili z molkom? Danes pa se ni zagovarjal izključno zato, ker ga je sam dogodek tako pretresel, da še vedno ni sposoben zagovora. Informacije, da naj bi po obračunu na Trubarjevi tudi osumljenec potreboval zdravniško pomoč, pa odvetnik ni potrdil. O osumljenem je dodal le: Psihično stanje je po moji laični oceni slabo, kaj več pa ne moram povedati. Je pa tožilka potrdila še, da kaznivo dejanje ostaja uboj, za kar je zagrožena kazen od 5 do... Zdaj, seveda skrivnostna smrt Gašperja Tiča bo razumela pravzaprav domišljijo, dokler zadeva očitno ne bo prišla na sodišče, glede na izredno skope informacije oziroma informacij tako rekoč uradnih o tem, kaj se dogajalo za 4 stenami, pravzaprav ni. Ne? Zdaj, Bojan, ti si eno teorijo napisal, da je šlo za silobran oziroma prekoračen silobran, ne? Čeprav je zdaj nekako že uradna verzija, da so našli človeka mrtvega z 11 bodi in tudi poškodbe, ki kažejo na to, da je znani igralec, da se znani igralec ni branil, medtem ko oziroma da se je znani igralec branil, medtem ko na Štefanu Cakiću, vsaj sodeč po tem, kar smo videli na zaslišanju, ni niti praske, ne? Oziroma človek se je smejal, ko je prišel s sodišča. Kako komentiraš to? Ja, zdaj, jaz nisem tako napisal, ker jaz sem pri tem pisanju sem jaz zelo natančen. Jaz sem napisal, da zaenkrat še, tudi, jaz sem članek sem napisal takrat, ko je bilo že jasno, da je bilo več kot 11 ran, tako da te podatki so bili že znani, ampak jaz sem napisal, da je pač tega, zdaj, da v tem trenutku še ni jasno, ali je šlo za hladnokrvni umor, ali je šlo za prekoračeni silobran. To sem pa napisal zaradi tega, ker se doslej, bom rekel, velika večina medijev je pisala, da je šlo za hladnokrvni umor. Ne? Te stvari pa še daleč od tega, da bi bile jasne. Ne? Ono obratno celo, vedno več indicov je, da je šlo za prekoračeni silobran. Ampak vse, kar sem pač jaz doslej napisal v tem primeru, sem napisal na podlagi informacij, ki sem jih dobil od državnih organov, se pravi od policije, ne? To je bilo podobno kot v primeru Baričevič. Jaz sem v primeru Baričevič napisal samo to, kar je policija našla na kraju dogodka. In isto počnem zdaj. Ne? In informacij, ki jih pač imam sam ali pa preko mojih drugih virov iz, bom rekel, gejevske skupnosti v Ljubljani. Načeloma sem pa proti temu, in to me pa, bom rekel, na tek način se zgražam na tem, da slovenski mediji še vedno ne upajo pisati, ne, o tem, recimo o slovenski gejevski sceni in na ta način sami v principu stigmatizirajo, demonizirajo in jo pošiljajo v geto. Ne moremo pač, bom rekel, poročati samo enostransko, da je ta fant, ne, recimo mediji so nemudoma objavili njegovo polno ime in priimek, kar je celo nasprotno z zakonom, ampak ne smemo pač, bom rekel, pristajati kar sami od sebe na neko tezo, da gre za nek hladnokrvni umor, če indici, ki nam jih pripoveduje policija, seveda neuradno, kaže na to, da je zelo verjetno šlo tudi za neke vrste prekoračen silobran. Zdaj, Ivan, ti tudi spremljaš zadevo medijsko, ne, v bistvu, v kateri teoriji oziroma kakšno je tvoje stališče, glede na to, da si bil tudi kriminalist in si bil zaposlen dolgo časa v policiji in malo poznaš metode dela policije, v bistvu. Torej, nisi bil na krvnih deliktih, verjetno. Nisem bil, sem bil na drogah. Bil sem na drogah. Potem si bil blizu, Ivan. Bil sem samo 2 leti. Torej, jaz bi
to zadevo pa spremljam, kolikor jo spremljam, kaj ti danes katerikoli medij odpreš, se ti prikaže slika, bom rekel, igralca, ki ga je pač doletela smrt. Jaz menim, da pri teh zadevah moraš biti dosti takten. Jaz bi predvsem priporočal, da počakamo končne izvide, da se ugotovi, kaj bo. Tudi ko se dobijo krvni izvidi obeh, kaj je bilo in kaj je imel kateri v sebi, ali je šlo za droge, ali je šlo za kakšne, bom rekel, druge substance, kaj ta substanca pomeni, koliko si sposoben reagirati in koliko si sposoben sploh fizično karkoli početi. Potem pa naj pa še psihologi in psihiatri ugotavljajo, je bilo kaj storjeno v afektu, je bilo storjeno, kot pravi Bojan, v silobranu. Dejansko dejstvo je, da vse te informacije, ki krožijo, jih ne moš nekako logično skupaj sestaviti in reči, kaj se je dejansko zgodilo, kaj se je zgodilo prej in kaj se je zgodilo pol, kdo je imel nož, kdo ni imel noža in tudi v končni fazi, zakaj je nekdo prišel z nekom v neko stanovanje in tako naprej. Nekateri pravijo, da so se tudi družila po noči, spet so informacije, ki jih beremo in zaradi tega menim, da tudi vsiljevanje novinarjev pred sodiščem in spraševanja, se boste branili z molkom in tako naprej, je za mene pretirano. Počakajmo, da vidimo, kaj je. Kajti na koncu, ko se ugotovi, da je bila resnica popolnoma drugačna, je zelo malo medijev, pa skoraj nobeden, ki bi poročal in se upravičil tistemu, o kateremu so poročali krivično. Normalno je pa, da svojo prednost ima zmeraj oseba, ki je bolj znana, katero ljudje imajo radi in z tega vidika je tudi tukaj poročanje poteka na ta način. Ampak imamo neke fakte, ki so pa na mizi, pa imamo, v bistvu, to se pravi, imamo mrtvega igralca, imamo žrtev, zadeva se je zgodila v njegovem stanovanju, če je v bistvu ta Štefan Cakić, ki je bil z njim, če se je karkoli dogajalo ali karkoli mu ni bilo všeč, je imel možnost oditi, oziroma ne pa 11-krat zaklati nekoga, v bistvu, pa tudi, če ne vem kaj, v bistvu, ne. To mislim, to so neki fakti, ne. Ja, jaz bi rad se povedal, ko se bo enkrat zvedela resnica, bo to na sodišču ali pa kjerkoli, kaj se je dejansko dogajalo, kaj je bilo v trenutek pred tem, preden se je začel vihteti nož in tako naprej, takrat bomo mogoče imeli pač drugo predstavo. Zakaj pa misliš, Ivan, da policija ne da dobenih informacij, ker običajno po vseh teh velikih akcijah ali umorih, se spomnim, da je bila tiskovna konferenca, ko so poročali, recimo, ko je šlo za umor direktorja Kemijskega inštituta, je bila tiskovna konferenca na policiji. Policija je zelo hitro sporočila, kaj je ugotovila. Tu pa očitno v bistvu ni nekih uradnih informacij. Bojan pravi, da ima neuradne informacije. Torej, oni predvidevam, da še raziskujejo in ko bodo pač ugotovili in ko bodo dosti trdne informacije, takrat bodo predstavili na tiskovni konferenci. Bojan je povedal, da ima pač neuradne informacije, torej verjetno jih ima, ampak jaz sem zagovornik tega, da počakajmo in vidimo, kaj bo. Ne polnimo medije danes z nekimi informacijami, ne ustvarjamo neke slike o nekomu, dokler ne vemo, kaj je dejansko res, ko se pogotovi drugačna resnica, potem se pa reče, ja, sodišče narobe sodilo in tako naprej. Sploh že to dejstvo, da je nekdo nekoga ubil in je počakal na tistem mestu in tudi, kot beremo, sam poklical policijo, mi kaže na nek drug potek dogodkov, kajti če bi bilo tako, kot si sam povedal, potem bi, da je bil v drugem stanovanju, bi to naredil, mi pobegnil in bi ga dan še iskali. Verjetno si je vzel precej časa, medtem, ko se je zgodil ta umor in medtem, ko je on poklical policijo, je minulo vsaj verjetno 2-3 ure. Mislim, vzel si je precej časa za razmislek, verjetno je pač ocenil, da nima smisla, da bi pobegnil, v bistvu, da bi Bojan, ne vem, kaj ti praviš. Ti si rekel, povedal si, da je nekaj faktov, tega si povedal samo 2 fakta. Tretji fakt si pa, bom rekel, tretji fakt si pa, bom rekel, so pa tvoje neka predvidevanja. Samo 2 fakta sta zaenkrat. 2 fakta sta, to je, da sta bila v njegovem, prvi fakt je to, da sta bila, da se je pač to, kakor se je zgodilo v njegovem stanovanju, da sta bila skratka oba dva tam, in drugi fakt je to, da je pač igralec mrtev in da je zaenkrat, bom rekel, manj kupica nekih hran, ker številke so različne, tam nekje od 11 do 15, 16 so zapisali mediji. Vse ostalo so pa zdaj špekulacije, Jaz recimo se absolutno ne strinjam za teorijo, da je recimo ni Štefan, mislim, da je Stefan Cakić, da je 2 uri razmišljal in da je ocenil, da je bolje, da ostane tam. To je po mojem napačna teorija. Jaz mislim, da če držijo informacije, da je bil on v tujski legiji, bi on v nedeljo zjutraj, ko pač ne vidiš nobenega policista sredi Ljubljane, bi zlahka pobegnil.
kamorkoli, tudi mogoče nazaj v tujsko legijo. Ti ljudje, ki so tam, ki imajo dve leti teh vaj za sabo, jim je bistveno lažje nekako zginite, pa se nekam skrit, kot recimo nam tem. Mi to verjetno tega ne obvladamo. Ne. Tako da jaz mislim, da je veliko mogoče res na tem, kaj je pač rekel njegov odvetnik, da je zadeva, da je ta fant verjetno v nekem določenem šoku. Ne. Zdaj, kaj pa zadeva policijo, ne, praviš, da je pri tem, pri smrti tistega direktorja, ki misliš, da je imela naslednji dan, mislim, da zelo hitro je bila tiskovna recimo, konferenca. tukaj se ponavlja pa popolnoma enaka zgodba kot pri imel Baričevič. Že ko je cela Slovenija, 10 dni zahtevala neko tiskovno konferenco, pojasnilo policije, se je to zgodilo. Tiskovna konferenca, mislim, da je bila takrat po smrti Baričeviča z kakšnih 10 dni. Mislim, da je bila 10 dni. In tukaj se dogaja enako. Vsi ljudje, sami vemo, se pelje s kolesom po Ljubljani, se samo o tem pogovarjamo. Samo o tem se pogovarjajo. In zakaj tukaj policija ne da, informacij? Jaz mislim, preprosto iz izkušenj, iz novinarskih izkušenj, mislim, da zato, ker so nekatere ugotovitve, ker je policija ocenila, da so nekatere ugotovitve zelo problematične, ne? In bi preprosto rečeno šokirale in razdelile slovensko javnost. Jaz mislim, da niso pa seveda še popolnoma odkrite. In zaradi tega mislim, da tukaj še ni dobene ta prave informacije. Ker če drži dejstvo, če drži informacija, da je policija v stanovanju Gašperja Tiča našla en kup mamil, kokaina, ne? Potem je to recimo že, kako bi rekel, nenavadno dejstvo, ne? Pa bi sprožil neke določene reakcije. In kup verjetno še en kup takih malenkosti, podrobnosti, zaradi katerih, po mojem, se je policija odločila, da še ne daje dobenih informacij konkretnih o tem. Se pa ne strinjam, da zdaj o tem naj se ne bi pisali, Ivan, ker če se o tem ne bi pisali, ne? O tem vsi mediji pišejo že med samim procesom preiskavo in tako dalje, bi bile te strani črne kronike pravzaprav čisto prazne. Mene to ne bi sicer motil, ker jaz ne pišem o črne kronike, ampak delo dnevnih časopisi Slovenske novice pa še ne bi mogli iziti, ne? Če ne bi pisali o teh stvarih že sploh. Ampak bilo bi dobro, da bi poročali, dosti bolj nevtralno, kot se poroča. Ja, sej, tukaj je pač, jaz mislim, da tukaj ta problem, ne? Ker se na nek način so mediji, sprejeli neko odločitev, da je treba pač na vsak način ohraniti, nek spomin na Gašperja Tiča in so pač v tem, kar je nič napačno. Vse mene recimo to, on bo zame ostal še vedno naprej odlični igralec, ne glede, kaj se je tukaj zgodilo. Ne. Te dve stvari je pač treba ločiti. Ampak jaz kot novinar pa skušam, javnost obveščati korektno o tem, kaj se je pač tukaj zgodilo. Ne glede na to, kakšen odnos je moj z igralcem, jaz sem ga poznal, vem, šel sem občasno njegove predstave, vem, da je bil odlični igralec, ampak to ne spreminja nekatere druge stvari. Ne. Ampak zdaj seveda se postavlja vprašanje, ne, ali je on žrtev neke, bistvo bi rekel, drugačne spolne usmerjenosti, kar seveda ne more biti opravičilo za kruti umor. To pa mislim, da ne vlada. Na to pa, vsej, po mojih mislim, jaz veliko kontaktiram z pripadniki, člani gejovske scene v Ljubljani, na to pa nihče ni pomislil. Nihče od pripadnikov gejovske scene v Ljubljani mi še ni rekel, mi še ni omenil to možnost, da je ta fant ubil Gašperja Tiča zato, ker je gej. To mi še nišče ni omenil. Če imaš ti takšne informacije, ne vem, jaz recimo teh informacij nimam. In mi to nišče od te scene ni omenil. Ravno nasprotno, ti mi govorijo neke druge stvari, da je bil Gašper Tič zelo nepreviden pri izbiranju partnerjev, da je preveč, kako bi rekel, želel odnose z temi mlajšimi partnerji, da je to večkrat nevarno na tej gejovski sceni in tako stvari. To pripovedujejo, da bi pa ga nekdo ubil zaradi tega, ker je bil gej, to še pa nisem slišal. Ne, sej govorim o tem, da, mislim, to pa imaš zanesljive informacije, da je bil, bi rekel, kaj jaz vem, drugačne spolne usmerjenosti, ali da je bil gej, ali da je bil... To pa se v Sloveniji ve že nekaj časa, jaz ne vem, v čem je to sploh problem. To pa sploh ne vem, zakaj je ta problem, to je bil tudi eden od razlogov, da so se ta dva zakonca ločila in tako dalje, ampak vse, to je čisto običajna zadeva, danes posod v Sloveniji in svetu, to sploh ni problematično, če je bil gej ali ni bil gej. Tako da tem jaz niti ne mislim debatirati. Sej, mislim, govorim o tem, da je pač... Mislim, vsaj uradno tega ni deklariral, ni se sprehajal po Ljubljani z nekom, razen da je podpiral pač v bistvu referendum. To je pač stvar, bom rekel, vsakega posameznika, nekdo se deklarira, nekdo se ne deklarira, pa to ne spremeni dejstva. Nekdo pač se tako odloči in pač, bom rekel, se odloči, da tega ne bo javno deklariral, tudi to jaz spoštujem. Zdaj, Ivan, ti si govoril, mislim, ti si delal, kot si rekel, na mamilih, ne, očitno je, mislim, vsaj
lahko rečemo, da je v tem primeru šlo tudi za prisotnost mamil, ne, v bistvu, in da je možno, ali dopuščaš možnost, da je bil ta Stefan Cakić diler, v bistvu, oziroma tudi diler z drogo, v bistvu, na nek. To je lahko zdaj prvi zaključek od nekoga, lahko je pa se zgodilo tudi kontra, da je bil mogoče on za neko drugo drogo omamljen in tako naprej in zaradi tega tudi ni vedel, kaj se dogaja. Lahko je, ne vem, bilo marsikaj, lahko je res prišel drogo prodati. Za mene je, bom rekel, vse te informacije, ki sem jih dobil v zadnjih dneh, koliko je te droge v Ljubljani, so za mene šokantne, kdo vse uživa in ne morem verjeti, da se tukaj takega lahko dogaja. Veliko bolje je bilo, če bi ljudje to svojo energijo usmerili v kaj bolj pozitivnega, kot da se morajo s tem ukvarjati, ampak enostavno očitno vsak živi svoje življenje in zato pravim, živimo in pustimo drugim živeti, vsak si izbere svoj način življenja, vsak si izbere svojega partnerja in tako naprej in jaz tukaj ne želim nikogar omejevati. Kdo pa je bil drogiran, pa kdo je bil prodajalec, pa zakaj je bil prodajalec, bomo pa pač vedeli enkrat pozneje. Tako da jaz ne bi vlekel nobenih zaključkov, dokler se ne ugotovi, kaj dejansko. Ampak zdaj se v bistvu stvar, v katero smer, ali pa tako rekel, v katero smer po tvojem bo šla ta celotna zadeva. Zdaj se razvija neka interpretacija o sprevrženosti te družbene elite, malte ne, mislim, na nek političen problem. V bistvu, to ne sme vplivati na sam kazenski postopek. Ne, to razumem, ampak v bistvu nek konflikt, ne, ali bo to spremenilo v bistvu zdaj, ne vem, odnos, to se je zgodilo zanimivo ravno na večer oziroma zjutraj po gejevski paradi v Ljubljani in v bistvu to seveda bo ostalo bi rekel, bo vplivalo na... Jaz to sicer načeloma dvomim. Jaz mislim, ker tukaj je bil konec koncev zdaj pripadnik gejevske scene v bistvu žrtev, je mrtev, tako da jaz ne vem zdaj, da bi to lahko povzročilo kakšne obratne reakcije. Mislim, upam, da ne, pa mislim, vse je sicer možno, nič ni mogoče izključiti, ampak tukaj ta družbeni problem je mogoče pač drugačni. Jaz se bojim, da bo zaradi tega bistveno večji pritisk na sodišče, to, kar mislim, da se delno že dogaja, da je treba na vsak način pač tega Stefana Cakića obsoditi. Jaz tukaj vidim malo večjo nevarnost. Kaj pa recimo da so sodišča sugestibilna, se pa kaže v številnih primerih. Kaj pa recimo problem kaj jaz vem, pedofilije, droge in v to, mislim, kjer tudi namigujejo v teh pogovorih. Za pedofilijo jaz ne vem. Ta fant je bil star 20 let, tukaj verjetno ne more biti govora o kakšni pedofiliji. Kar se pa tiče droge, so pa predpisi zelo jasni. Uživanje je dovoljeno, dilanje je prepovedano, če jaz pa razumem, je tako, Ivan. Ja, tako da tukaj je pač, so zakonski okviri zelo jasno postavljeni. Prav gotovo je, da bi morala pač, upam, da bo policija v nekaj dneh pač pripravila tiskovno konferenco, kjer bo dala osnovne smernice in povedala, kaj je ugotovila, da se vsa ta, bom rekel, javnost na nek način, tisti, ki želijo kaj vedeti, pomiri. Jaz mislim, da večino ljudi to bolj zanima iz Firbca, nekatere, ki so ga poznali, želijo točno vedeti, kaj je bilo. Vsi ostali pa pač tako, kot je. Danes je ena novica, jutri je druga. Žal je življenje takšno, kruto in nimaš kaj narediti. Dobro, jaz bi na tej točki zaključil, pa se vrnemo po oglasih z problemom Aha Mure in njene nekdanje lastnice.